prihod praporščakov, ki jim poveljuje vodnik Roman Pancl, policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje, odbor Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Pozdrav praporščakom območnih združenj slovenskih častnikov Laško, Šentjur, Velenje in Slovenska Bistrica. Spoštovani, dobrodošli v Slovenskih Konjicah, mestu žlahtnih zgodb v času praznika naše države, praznika občin in vstopa v poletje, ko se ob vaši prisotnosti odvija spoštovanja vreden dogodek, razvitje prapora Občinske zveze slovenskih častnikov. Z velikim spoštovanjem pozdravljam predsednika Zveze slovenskih častnikov, generalmajorja dr. Alojza Štajnerja, poveljnika enote za protokol podpolkovnika Marka Klastesa, predsednika regijske koordinacije za zahodno-štajersko pokrajino sotnika Dušana Ajtnika, poveljnika 20. pehotnega polka Slovenske vojske podpolkovnika Grega Hafnerja. Pozdrav velja županu občine Slovenske Konjice gospodu Darku Ratajsu, ki se nam bo pridružil malo kasneje, županu občine Zreče magistru Borisu Podvršniku, županu občine Vitanje gospodu Slavku Vetrikov in vsem vam, dragi gostje. Besedo predajam predsedniku Zveze slovenskih častnikov, generalmajorju dr. Alojzu Štajnerju. Dober dan in lep pozdrav, spoštovani zbrani, gospoda župana, poveljnik enote Slovenske vojske, kolegi iz častniških organizacij in člani domoljubnih in veteranskih organizacij. Štejem si čas, da je ta slovesnost povezana z dnevom državnosti, ki smo ga praznovali včeraj, in ob tej priložnosti izrekam vsem državljankam in državljanom čestitke ob tem prazniku. Vendar je na moj namen danes govoriti o tem, čemu je namenjena ta slovesnost. Ta slovesnost je namenjena podelitvi praporja območne organizacije Zveze slovenskih častnikov Dravinjske doline. V Zvezi slovenskih častnikov smo v lanskem letu praznovali 25-letnico delovanja v samostojni Sloveniji. V knjigi, ki smo jo izdali, smo zapisali, da je to 25 let na 50 let podlagi. No, moram to malo pojasniti in iz tega izvleči nekaj točnic. Ko smo govorili o 50 let podlage, smo mislili na leto 1969, ko je v nekdanji skupni državi bilo dovoljeno, da so tudi republike organizirale
organizacije Zveze rezervnih vojaških rešin. Leta 1969 je tako bila organizirana ZRVS Sloveniji. To pomeni eno leto potem, ko je bila sprejeta odločitev za oblikovanje teritorialne obrambe, so ugotovili, da rabijo seveda tudi organizacijo, ki bo povezovala in spoj z civilno strukturo, povezovala pa seveda zlasti rezerviste, ki so takrat bili. Ti rezervisti so bili bodisi iz enot JLA, bodisi iz enot teritorialne obrambe, pa tudi nekdanji aktivni častniki, ki jim je prenehala aktivna vojaška služba. Tiste častnike in počastnike, ki so bili v aktivni vojaški službi, to ni bila obveza. Ni bila obveza tudi iz enega drugega zornega kota, ker so moralno-politično vzgojo in izobraževanje imeli v vojski in je bilo nekoliko drugače kot za tiste, ki smo bili v rezervi in bolj vezani na civilno okolje. Zaradi tega smo govorili, da so te korenine oziroma začetki častniške organizacije imajo 50-letno podlago. V prelomu po osamosvojitvi bom govoril nekaj naprej, ampak še nekaj dejstev iz zgodovine. V bivši skupni državi Jugoslaviji so častniško organizacijo organizirali leta 1952, torej 7 let po osvoboditvi. Imenovala se je Zveza rezervnih oficirjev. Kmalu so ugotovili, da oficirji niso dovolj in so leta 1957 dodali še zraven črko F, kar je pomenilo podoficirje. In ta organizacija je do leta 1962 delovala samostojno. Leta 1962 so jo priklopili skupaj z vojnimi invalidi k Zvezi borcev. So ugotovili, da to ni povsem dobro, pa so potem leta 1969 spremenili, kot sem že prej omenil. Kako so te stanovske organizacije delovale oziroma bili izpostavljene v prvi Jugoslaviji oziroma v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, pozneje pa v kraljevini Jugoslavije, je tudi zelo, bi se rekli, zanimivo in zelo zgovorno. Potem, ko so po koncu prve svetovne vojne v večini evropskih držav ustanavljali te stanovske organizacije in seveda organizacije borcev, ki so se borili v prvi vojni, so na območju nekdanje Jugoslavije leta 1919, lansko leto je torej minilo 100 let, ustanovili Savez rezervnih oficira in ratnika. Z to posebnostjo, da je to veljalo samo za območje nekdanje kraljevine Srbije in Črne Gore. In da so tudi v te organizacije že imeli napisano, da ta organizacija skrbi za ustrezno obnašanje vseh oficirjev na območju kraljevine. Zanimivo. To je trajalo od 1919 do 1926, ko so dovolili, da imajo pododbore tudi po Banovinah, oziroma takrat še Banovin ni bilo na območjih, ki so predstavljali osnovo za Banovine. Leta 1920 je zakon, ki je prepovedal te politične stranke, to zadevo ponovno premešal in spremenil. In šele leta 1940 so ustanovili, da bi za obrambo takratne kraljevine Jugoslavije mogoče rabili bolj povezano, bolj delujočo organizacijo rezervnih oficirjev. Leta 1940 je bilo prepozno. Tiste, ki so bili razporeni v vojsko kraljevine Jugoslavije, se ni dalo več prepričati, da se naj borijo za kraljevino, za katero niso smatrali, da je njihova. To izpostavljam iz enega posebnega razloga, ki je aktualen tudi danes. Marsikdo smatra, da teh organizacij, ki so bile v preteklosti, enostavno več ne rabimo, da jih je treba dati na smetišče zgodovine, da so to ostanki nekaj starega, nekaj kontinuitete. Če bi v kraljevini Jugoslaviji imeli drugačen odnos do tega vprašanja, potem bi se tisto, kar se je zgodilo od 6. februarja 1941 pa do 17. februarja 1941, najbrž končalo veliko drugače. Srbi so govorili, da se Slovenci nočejo boriti, Hrvati so rekli, mi se bomo borili za svojo državo, res pa je tudi, da se v kraljevini Jugoslavije za
svojo, se pravi za kraljevino, niso borili tisti, ki so bili srpske ali gorske narodnosti, Makedonci pa so bili na podobnem položaju ali pa celo posebnem položaju. Toliko o tej zgodovini. No, ker sem rekel, da bom povedal še nekaj besed o tem, kaj se je zgodilo po osamosvojitvi v Sloveniji. Preto treba je verjeti, da so večino spopadov in aktivnosti v osamosvojitveni vojni vodili to. V slovenski osamosvojitveni vojni rezervni oficiri in podoficiri, ali kot smo jih takrat imenovali že, tudi rezervni častniki in pa podčastniki. Se pravi, ljudje, ki so bili šolani za obrambo domovine v prejšnjem sistemu. Večina teh je bilo seveda v vrstah teritorijalne obrambe. Razlika med rezervisti teritorijalne obrambe in pa seveda rezervisti Jugoslovanske ljudske armade je bila samo na videz nepomembna, v resnici pa precej velika. Nam teritorijalcem so rekli, da bomo umirali na domačem pragu za domačo zemljo. Mene kot teritorijalca niso nikoli ne prepričevali, pa ne učili, da se bom šel boriti na Hrvaško ali pa Bosno in Hercegovino ali kamorkoli drugam, kar so sicer leta 1989 poskušali opredeliti z doktrino teritorijalne obrambe. Ampak leta 1989 je bilo za takšno spremembo, za takšen poseg seveda že prepozno. Tako da so teritorijalci in rezervisti, ki so bili vezani na teritorijalno obrambo, bili ves čas vezani na obrambo, bi se rekel, ožje domovine. To ni zanemarljivo niti danes. Danes imamo tudi neko širšo skupnost, ki, hvala Bogu, ali pa ne vem, kako naj rečemo, da je to naša širša domovina, mislim pa na Evropsko unijo, in imamo ožjo domovino, ki je naša država Slovenija. Pomembno je, da skrbimo za varnost in obrambno sposobnost širše domovine. Še bolj pomembno pa je, da smo pripravljeni in da ne zanemarimo obrambne pripravljenosti in sposobnosti lastne domovine in pa seveda lastne države. Tako da dovolj o tem delu ali pa o tem zgodovinskem diskurzu. Dovolite, da v nadaljevanju povem še nekaj besed ali pa nekaj svojih misli, ki so povezane z 30-letnostjo. Letos praznujemo 29 let od ustanovitve samostojne države in 30 let od zelo pomembnih sprememb, ki so vodile k tej samostojni državi. Leta 1990 so najprej marca iz besede socialistična republika dol pobrisali socialistična, pa še marsikaj, kar je ta socialistična skupnost takrat prenašala na področju socialne države. Potem se je pa začelo, aprila so bile prve demokratične volitve, maja je bila postavljena nova oblast, ki je bila izvoljena oziroma na podlagi rezultata na volitvah. 15. maja so začeli z poskusom odvzema orožja, potem se je nadaljevalo s projektom manevrske strukture narodne zaščite, ker smo rekli, da rabimo obrambno strukturo oziroma obrambne sile, ki bodo poslušale samo slovensko oblast. Sledila je odločitev o plebiscitu, pa sam plebiscit, ki je bila obveza za vse, še posebej pa za tiste, ki so bili razporejeni v obrambne strukture, ki je povedino, da bo v primeru konflikta z zvezno armado, da bodo v primeru konflikta z zvezno armado treba braniti to novo, ožjo, našo domovino Slovenijo. Ob današnji priliki bi se želel dotakniti, pa nimam nobene, bi se reklo, vazelinske intence tega, kar se je dogajalo tukaj v Konjicah. Ko je namestnik poveljnik oziroma načelnik republiškega štaba podpisal 15. maja ukaz o preselitvi orožja na čuvanje teritorijalne obrambe, na čuvanje v vojaške objekte JLA, se je zgodil en spontani upor. Bolj kot spomin na ta spontani upor se mi danes kregamo o tem, ali je šlo za razorožitev, samo za razorožitev, ali je šlo samo za poizkus in še bi se naštevalo. Velikokrat se kregamo tudi, kdo je bil tisti na prvi. Kdo je bil najbolj zaslužen, da je prišlo do tega odpora, da se je pozdaj iz tega odpora proti preselitvi tega orožja ali poskusu odvzema tega orožja ali odvzema tega orožja, kdo se je prvi odprl. Nekateri tudi opozarjajo ali pa opozarjamo, kako
vraga smo lahko bili razoroženi, če pa smo eno leto pozneje z orožjem premagali praktično nasprotno stran, ali nekaj kontradiktornosti v tem, da se samo razorožiš, potem pa takšen samo razorožen premagaš nekoga, ki je bil zelo močan v Evropi. Ampak nočem govoriti o tem. Konjičani so tukaj 17. maja ob 20. ali ob 22. uri v ukazu, ki ga imam, je to nejasno razbran, podpisali pismo, kjer so hoteli politiko in takratno državo opozoriti, da je prišlo, kot so oni zapisali, do poskusa razorožitve. Še dobro, da so Konjičani skromni, pa da se ne tolčejo preveč po prsih. Ker pismo, ki so ga naslovili na vrh slovenske politike, je podpisalo 23 najvidnejših častnikov in počastnikov, nekateri od teh so danes tukaj z nami in zaradi tega, razen zahvale in tega, da je to objavljeno v eni knjigi, niso dobili ne medalje, pa ne zahvale, pa tudi nobenen ni postal načelnik. In prav je tako, ker so delali tisto, kar jim je nalagala vest, tisto, kar so verjeli v sebi in kar so nosili v sebi. Zato je prav, da danes ob tej priložnosti, ob 30-letnici tega dogodka, iz katerega so se razvijale pozneje obrambne sile Republike Slovenije, rečemo hvala vsem Konjičanom, predvsem pa tistim častnikom in počastnikom, ki so leta 1991 razumeli, zakaj gre in so se pozneje leta 1991 na bojnem polju tudi posebej izpostavljali. Da zaključim ta že precej dolg nagovor z še eno mislijo, ki je povezano o pomenu zastav domoljubnih in veteranskih organizacij. Pa ker je bilo veliko danes povedanega, vezanega že na zgodovino, potem ne uporabim tudi za to tretjo istočnico še eno zgodovinsko. Ko so Nemci leta 1941 okupirali to območje in združili Avstrijsko in spodnjo Štajersko zopet ponovno, ko so rekli enotno Štajersko, Hitler je potulil v Mariboru, da to mora biti zopet ta dežela nemška, je eno od prvih ukrepov oblasti bil, da so pobrali praporje domoljubnih oziroma takratnih prosvetnih, sokolskih in drugih organizacij. Mi smo 29-letnico te države, za katero smo rekli, da je svobodna in demokratična, včerajšnjim tudi praznovali brez praporov. Res me daje to spoznanje, da ni bila samo korona kriva za to, da na državno proslavo ali pa da na državni proslavi niso našli toliko mesta, da bi zgoraj postavili domoljubne in veteranske organizacije oziroma njihove prapore. To ni dobro sporočilo. To ni dobro sporočilo zaradi tega, ker kaže, da negiramo to fronto, da negiramo zgodovinski spomin, država, ki pa nima dobrega zgodovinskega spomina, pa zgodovine tudi ustvarjati ne more. Upam, da se v prihodnje korona ne bo ponovila in pokazala v tej smeri. Predvsem zaradi tega, ker vendar smatram, da domoljubne in veteranske organizacije čutijo en del te odgovornosti do tistih organizacij, do tistih generacij, ki so pred nami, ki prizadevali do tega, da je prišlo do tega, da imamo svojo samostojno državo, ali pa ki so si prizadevali za to, da se je slovenstvo na tem območju ohranilo. In verjamem, da bo zastava, ki jo danes dajemo k temu naboru praporjev in zastav domoljubnih in veteranskih organizacij, k temu pomembno prispevala. Zato se v tej priložnosti zahvaljujem vodstvu pomočnega združenja Zveze slovenskih častnikov Dravinjske doline za poizkus. Ko smo pred leti se pogovarjali z Ivanom Pavličem, je rekel, ne vem, če bo to ostalo. Ivana danes tukaj sicer ne vidim, upam pa se reči, Ivan, hvala, da si čuval to organizacijo in jedro v preteklosti, novemu vodstvu pa želim, da to dela v prihodnosti. Hvala vsem in še enkrat čestitke. Z velikim spoštovanjem hvala za slavnost in nagovor predsedniku Zveze slovenskih častnikov generalu majorju dr. Alojzu Štajnerju.
Ob tem slavnostnem dogodku je prav, da slišimo inštrumente, ki so vedno spremljali slavnosti velikega pomena. Z nami so danes, da počastijo praznik, slavnostni dogodek in vas, spoštovani prisotni, štajerski rogisti. Vsaka vojska ima svojega generala, tudi mi v naših občinah imamo svoje generale, ki verjamemo in sledimo, zato vabim župane, najprej župana Slovenskih Konjic, gospoda Darka Ratajca, župana Zreč magistra Bojsa Potršnika in župana Vitanja, gospoda Slavka Vetrika, da namenijo nekaj besed tej slavnosti. Spoštovani naši častniki, spoštovani cenjeni gostje, kolega župana in seveda gospod general, predsednik Štajner. Veliko veselje mi je seveda, da vas danes tudi pozdravim v imenu občine Slovenske Konjice, pa tudi osebno kot nekdanji pripadnik rezervne sestave oziroma tudi takratne teritorialne obrambe. Doživel sem, seveda je malce pomenljivo tudi to, da stojimo na dvorišču prvega doma teritorialne obrambe v takratni Jugoslaviji. Je bil to prvi dom, takrat smo ga seveda imenovali Boris Rinter po našem narodnem heroju in takrat je bila tudi ena velika parada v Slovenskih Konjicah in seveda verjetno se nadaljuje tudi ta tradicija ali preliva ta energija v današnjo našo častniško organizacijo. Zato sem seveda vesel, da vam lahko iskreno čestitam ob tem iskrenem dogodku. Včeraj pa me je vseeno Darko, ko smo praznovali v Vitanju skupaj z vitanskim županom, malce povlekel za besed, da je rekel, ti daj kaj več povej, ne. Pa sem rekel, da ne želim o tem kaj veliko govoriti, pa da ne bom povedal, pa sem si vmes malce premislil. V bistvu želim samo to povedati, da sem kot pač pripadnik, bomo rekli, tudi takratne teritorialne obrambe, bomo rekli, tudi Slovenske vojske, kar malce razočaran, malo me je tudi general Štajner povlekel za besedo. Jaz sem si v bistvu ta obrambni sistem v samostojni in neodvisni državi malce po svoje predstavljal. Verjel sem, da bo to ena mala, na eni strani profesionalna, na drugi strani pa tudi, bomo rekli, nadaljevalna vojska iz tega, bomo rekli, rezervnega obrambnega principa sestavljena, ki jo danes pač neka strategija imenuje strateška neka rezerva, v kateri se mi zdi, da ne duha, ne sluha. Ukinjena so ta tudi vojaška teritorialna poveljstva, žal, in se mi zdi, da ni to prava smer. In to pa lahko javno govorim tudi zato, to sem povedal tudi vsem ministrom do zdaj nazadnje, Andreji Katičevi, in sem rekel, da smo mi stari teritorijalci in osamosvojitelji tudi razočarani in verjamem, da ste tudi vi verjetno. In vprašanje je, kako tak zdaj ta sistem tudi spremenimo. Zavedamo se, no vsaj, kjer se malce na vojsko spozna, da ta sistem verjetno nas ne more upraviti zdaj neke resne nevarnosti, da je v bistvu premali, torej rezerve skoraj ni,
da ne rečem, če pogledamo druge države, recimo najmo Avstrijo, so gradili ampak dobro, to je drugo vprašanje. Medtem, ko pogledamo recimo primerljive države, recimo Baltske, so tudi veliko bolj močne. Vsaj ne dve brigade, recimo, da si lahko zaslužili, pa ne kaj lahke, ampak neke vsaj srednje bataljonske skupine, pa ne z nekimi lahkimi oklepnimi transporterji, ampak s nekimi bojnimi vozili pehoti, ki so resnična neka vozila za boj. In pa verjetno z večjo volneno močjo, z protioklepom, z inženirskimi bataljoni, z zračno obrambo in komunikacijami in seveda, ne pa tako kot zdaj, ne, ker moram jaz javno povedati, če so pravi podatki, da dejansko imamo na eni strani 2400 vojakov, pa skrat toliko oficirjev, ne, to verjetno, če greste na internet, ne boste nobene vojske videti. No pa, da ne bomo jamrali, mi smo dan za to, seveda, da čestitamo tudi domovini in prav je tako, jaz verjamem še, da se bodo te zadeve tudi spremenile v dobro tudi obrambnega sistema, kajti ne pozabimo, no, že se neka stari rimski državnik je rekel, najprej je treba živeti, še da potem se da filozofirati. In general major Steiner je rekel, da je v bistvu varnostna funkcija ali vrednota, ali stanje, ali sistem, ali organizacija v bistvu najpomembnejša, seveda najprej je treba dihati in se gibati, delati. In se mi zdi, da ta Republika Slovenija in te politične elite, ultrapacifistične, če jih tako imenujem, so ta sistem zdaj zanemarile. In verjamem, da prihajajo tudi bolj svetli časi in da bo tudi ta politika ugotovila, da rabimo seveda močan, sodoben, obrambno-varnostni sistem, ki nam bo zagotavljal neodvisnost, suverenost in temeljne vrednote obrambe Republike Slovenije. Iskrene čestitke vsem o tem sončnem dnevu za nas, bolj v smislu in veliko uspehov želim naši častniški organizaciji tukaj v Kraljevski dolini. Hvala, magister Boris Odvršnik. Sedaj pa vas prosim, da dvignete zrak na prapor, simbol občine Zreče. Besedi vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajsa. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, magister Podvršnik je povedal, da smo se zbrali na tem prostoru, ker je bilo prvi dom prepotrajanja enot. Rad bi podaril tudi to, da smo bili nekoč skupna občina Slovenske Konjice. Zdaj so to 3 občine, Zreče, Vitanje in Konjice. Ampak vsi ti ljudje so prihajali vseh teh okolij, ki so takrat, v tistem času, naredili to, kar so morali, kar morajo ljudje narediti. Torej, vlogo oficirja poznamo skozi zgodovino, poznamo in tudi skozi našo zgodovino in kaj je dodati. Torej, Slovenci, kakorkoli smo bili vedno dobri vojaki. Tudi jaz, ko sem službo, so rekli, vi Slovenci so dobri vojaki, bil sem samo 10 ampak nekaj sem se tudi naučil. Torej, kaj ne rečem, lokalna skupnost zagotovo bo podpirala in podpira delovanje društev takih stvari. Zakaj? Ker zgodovina mora ostati, zgodovine ne moremo spreminjati, je samo ena. Torej, želim vam vse lepo in hvala lepa. Hvala lepa, gospod Darko Ratajs. Župan prosim, da se ljudje prepnete zrak na ta prapor. In še župan občine Vitanje, gospod Slavko Vetrik, tudi vas vabim k besedi. Spoštovani vsi zbrani, kolega župana, spoštovani današnji slavljenci, območno združenje častnikov Dravinjske doline, spoštovano vodstvo, spoštovani gospod general major, gospod Steiner. Predsrčen pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu, v imenu občine Vitanje. V tem prazničnem trenutku mi je posebno čast biti z vami in vam izraziti iskrene čestitke ob današnjem razvitju. Seveda ne morem mimo početja vsega vašega v naši zgodovini. Vi ste se bili primorani srečati z najbolj usodnimi trenutki naše države. V teh trenutkih ste izkazali
veliko znanja, veliko inovativnosti, hrabrosti in postavili sveta v zgled, ki je lahko zgled mnogim bodočim generacijam. Vaše bogate izkušnje se zrcalijo danes tudi v tej prireditvi, ki hkrati opominja na vse tisto dobro, kar je bilo postorjenega v preteklih časih. Te vrednote seveda morajo živeti dalje z svojimi izkušnjami, ki jih premorete izjemno veliko. Ostanite še dolgo v naši sredini aktivni, prenašajte jih, kot je bilo izraženo in pričakovano tudi od kolegov predgovornikov, na mlajše generacije, čuvajmo to našo domovino. Trenutni časi niso posebej nam v ponos in prej ali slej bomo morali se ponovno odločati, po kakšni poti naprej. Upam, da bo to pot razuma, sožitja in miru in na tej poti seveda želim državi, ki je praznovala vse lepo in vse dobro, enako občini Slovenske Konjice, ki praznuje v prihodnjih dneh, čestitke malce pozno, vendar iz srca tudi občini Zreče, ki je praznovala. Mi smo to počeli včeraj, tako da je v naših dolinah teh dneh resnično praznični dogodek, kamor več kot odlično sopada tudi današnji dan oziroma ta slovesni trenutek. Vse lepo in vse dobro, še enkrat območni organizaciji Združenja častnikov Trbinjske doline, čestitke in uspešno pot naprej. Hvala lepa vsem. Hvala županu Vitanja, gospodu Slavku Vetriku, gospodu Vanu tudi vam predlagamo, da pripnete trak občine Vitanje. Medtem ko pripnemo trak, za ne občine danes tukaj prisotne, dovolite, da se v imenu zahvalim vsem tistim, ki so donirali za prapor. Ministarstvo Ravničan Srečko, Mavkar Franjo, KS Zreče, občina Slovenske Konjice, Pančnik, Avojs, Stotnik, Raztrge, Drago, Stotnik, Korošec, Horas, Korošec, Vojkov, Vodnik, občina Zreče, Modelarstvo Pokler, Plošnikar, Nikol, Stotnik, Korošec, Marjan, Vodnik, Tropenik, Tomaž, Karšek, Ivan, Višji štabnik, Vodnik, Velinko, Ivan, Stotnik, Varank, Potočnik, Branko, Polkovnik, Kiršič, Zlatko, Vodnik, občina Vitanje, Jerovski, Javš, Irena, zasebna splošna ordinacija Marjan Trgin, Kepič, Matej, Kiršič, Dušan, SP, Arhides, Kukler, Veselin, Stotnik, Berbes, Aleksandr Stotnik, Kralj, Bojan, Krajnc, Milan, Prapoščak, Ravničan Srečko, štabni vodnik, Štefan Zalar, Tidal, DOO, Oplotnik, Daniel Stotnik, Kečmar, Zoltan, Krajevna skupnost Stranice, Unior, gostinstvo Flink kot generalni sponzor, Brančič Jožef, štabni vodnik, Deškovnik Zdenko, višji vodnik, Gornik Frančišek in Ješič Karol iz Slovenskih Konjic. Takole, cenjeni danes, spoštovani gospodje, zelo velik praznik združen iz treh občin, vsi smo praznovali, praznujmo skupaj. Zato vam naj danes povem, da bo pred nas stopil pevec Hren Marjan, ki se bo predstavil s pesmima, ki so nam znane in jih praktično nosimo v srcu. Adijo, sestra, brat, sej se vidimo zadenkrat. Ljubca, ljubezniva, saj ti nisi kriva, da jaz moram bit soldat, a jaz moram bit soldat. Takole, spoštovani prisotni, s tem zaključujemo slavnostni del in se prepuščamo čestitkam in druženju. Pesem, ki smo jo napovedali, pa bomo zapeli v notranjosti, zato vas vabim, da se nam pridružite v notranjih prostorih bivšega doma teritorialne obrambe in
se poveselimo, povemo nekaj dobrega, ostanite zdravi in seveda srečno. No, pozdrav praporu.